Lepo pozdravljeni še z moje strani. Jaz bom danes predstavil pozno-antičnega pesnika Nonosa iz Panopolisa, njegovo delo. Prebral bom pa en odlomek iz njegovega epa o Dionizu. Za uvod nekaj podatkov, nekaj ozadja o avtorju v njegovem delu. Nonos je ustvarjal v pozno-antičnem Egiptu 5. stoletja našega štetja in je avtor dveh ohranjenih del. Na eni strani obsežnega klasističnega epa o Dionizu, ki govori o Dionizovem bojnem pohodu v Indijo in njegovi končni apoteozi s sprejetjem med olimpijske bogove. Na drugi strani pa avtor parafraze Janeskega evangelija, ki se umešča nekako v bistvu to tradicijo v tistem času priljubljenih parafraz, heksametrskih parafraz svetopisemskih besedil. Zdaj ravno dejstvo, da je avtor na eni strani v bistvu nekega dela, ki se umešča v krščansko tradicijo, in na drugi strani dela, ki se umešča v klasicistično ali pa pogansko, pogojno rečeno, tradicijo je vzbujala številna vprašanja med njegovimi raziskovalci. Dolgo časa je veljalo, da je bil Nonos pogan, ki je najprej spisal svoj ep o Dionizu in se na to spreobrnil krščanstvo in potem spisal parafrazo. Zdaj, s moderno numerologijo v 70. letih 20. stoletja je bilo pokazano, da je v bistvu sprejet ravno obratno, da je najprej spisana parafraza in šele potem ep o Dionizu. Te starejše interpretacije v glavnem sledijo na nekih bolj biografskih pravnih tekstov, sprav, da pač neka veroizpoved avtorja, da korelira s tem, kaj piše, kar je danes v numerologiji bila za starel pristop. In to dinamiko v bistvu med to krščansko tradicijo in pogansko ali pa klasicistično se razlaga tudi z nekimi drugimi modeli. Recimo en primer tega je Šorokov model dveh pozno-antičnih literarnih kodov, ki on jih imenuje na eni strani Kristusov pesnik, na drugi strani pesnik Mus. Tukaj gre za dva literarna koda, med katerimi pesniki prosto preklapljajo. In pač v bistvu ta konflikt navidezen med krščansko in pogansko tradicijo se tukaj razlaga v smislu nekega plodnega razmerja, recipročnega. Zdaj nekaj besed v slogu, preden pridem k odlomku. Zdaj, njegovo delo je skozi celotno zgodovino v bistvu nekako izzivalo različne odzive. Dejstvo je, da je v bistvu v njegovem času bil zelo priljubljen in to vidimo v nastanku tako imenovane Nonosove šole oziroma Nonosovih epigonov. To so v bistvu nekako pesniki, ki so ustvarjali v istem času ali pa njegovi neposredni nasledniki. In poleg tega, da se je pač njegovo delo ohranilo, to pač priča v bistvu neke te vrednosti, ki so mu je pripisovali. Za razliko od izrazito negativne recepcije, ki je nekako od 19. do 20. stoletja, ki je prevladovala tako skoraj v bistvu druge polovice 20. stoletja z nastopom modernih monologov prvih, Pierre Chauvina in Francisa Viana. Nekako ta slog njegov se je pisoval s predel neki baročen, manierističen, pompozen, dekadenten, v glavnem vse v bistvu v zelo negativnem smislu. Sicer ob tem velja pa tudi v bistvu opozoriti na to, da v bistvu za časa baroka je bil Nonos v bistvu izredno priljubljen in je vplival na številne avtorje, tako v bistvu na književnem področju kot na likovnem področju, kar gre pripisovati v bistvu mogoče tudi nekaj te podobni estetski občutljivosti oziroma nekom okusu danjega časa, 17. stoletja. Zdaj, njegov jezik je v osnovi modeliran na homerskem, sicer pa vidimo v bistvu nekako, kar je najbolj prominentno, je to, da se v bistvu Nonos na vseh mestih epa spopada v bistvu nek zelo plodovit način s svojo dediščino. Na eni strani je slog podoben Homeru, na drugi strani imamo v bistvu veliko inovacij. Predvsem ta slog je, te predivniki so sicer zelo ustrezni po mojem, baročno, manieristično, zelo velike zloženk, tudi več členih, naprimer, zelo veliko tega formulaičnega sloga, permutacij, v bistvu nekih besed v različnih verzih in tako naprej. Tako da slog je na nek način na nek zunanji pogled težaven, v bistvu, je pa zelo premišljeno zgrajen, tudi v kompozicijskem smislu je ep je zelo natančno modeliran, kar je tudi v bistvu tako, šele z novejših študij vidimo, da so to ljudje se s tem ukvarjali bolj resno, ker dolgo časa je pač veljalo to tudi v kompozicijskem smislu za nek bolj kot ne napobrkovan kompendij nekih obskurnih mitoloških izročil. Zdaj, glede odlomka, ki bom prebral, nekako težavno je bilo v bistvu odločiti, kateri odlomek je bil zdaj tipičen za Nonosa, tipičen za ep. To
ne samo zaradi obsega epa, no, ker obsega pač 48 knjig in je zelo obsežen. Tudi zaradi tega, no, ko v bistvu nek ta osnovni poetski princip, ki ga uporablja Nonos in ki ga tudi programsko napove v Poemiju, neko raznovrstnost, raznolikost, petje z mnogimi veslovi, kako lahko to razumemo, z grško besedo poikilija, ki jo v bistvu na začetku postavi pač v Poemi v obliki te lika Proteja, boga, ki spreminja oblike. In tukaj poikilon eidos, ehon, skozi Proteja pravi, pač on ima mnogovrstno podobo in na ta način tudi Nonos poje v bistvu neko mnogovrstno pesnitev, raznoliko pesnitev. Tako da jaz sem se odločil tukaj za enega izmed teh barvnih odtenkov, da tako rečem, v epu, in sicer za nek žanrski vložek, himničen, ki je modeliran po himnah, oziroma mogoče tudi je zares himna, in sicer je za odlomki 40. knjige, za nagovor, svoj Donizov himnični nagovor sinkretističnemu božanstvu Heliju, Herakleju, Astrohitonu. Tukaj imamo v bistvu kar dosti značilnosti, bom videl, če sem prevodil spet nekako ta ponazoriti, nek ta njegov bogat in bodočen slog. Se bo opazil tudi številni orfični elementi, v bistvu, in pa tudi nekako ta tradicija teh magičnih himen, malo starejša. Heraklej, Astrohiton, gospodar ognja, vladar vesolja, Heli, dolgosenčnati pastir človeškega življenja, ti, ki ježiš svetlečim diskom čez nebesni svod in 12-mesečno leto, sina časa, ženeš krog za krogom. Z tvojega voza se starcu in mladcu zlije odrejeni vek življenja. Babica modrega poroda, ki pomagaš pri rojstvu trika spletene podobe brez maternega meseca, medtem ko zrosla močna selena iz tvojih rodovitnih žarkov molza zrcalni ogenj in z njim napolnjuje ukrivljeni bikov rok. O, vse razsvetljujoče oko etra, ki s tvojo četero vprego prinaša zimo po jeseni in menjaš pomlad za poletje. Noč, ki jo zalezuje tvoja urna bakla, se umika, oropa na svoje stanovitnosti, kadar se prikaže vršac tvojega iztegnjenega vratu, kakor konj, gnan od biča, ki za seboj vleče srebrnkasti jarem. In potem, ko že želiš svetleje, takrat pisane livada, v katero so vrezane lepo sijoče zvezde, ne sveti več. Umit v vodah vzhodnega okeana, strešaš svojih las rodovitno hladno mokroto in prinašaš plodni dež. Po lepo dišeči zemlji skopiš rosne meglice in jih razprostriraš v jutranje napajališče. S svojim diskom pa spodbujaš porajanje klasja in zalivaš prazne žitorodnega zaledja, dajalke življenja. Na bregovih Eufrata si Belos, v Libiji ti pravijo Amon, ob Nilu si Apis, arabski Kronos in asirski Zeus. Tisočletna ptica modrosti pa v krivo zavitih krempljih prinaša dišeča kadila na tvoj lepo odišavljen oltar. Feniks, ki v koncu enega življenja nosi svoj samospočeti začetek in se rojeva kot spremenljiva podoba preslikanega časa, ki starost spuščaš v ognju in v zameno zanj iz ognja dvigaš mladost. Najbolj Starapis ali brezoblačni Zeus Egipta, ali Kronos, ali Fajton, ali delski Apolon v Grčiji. Gamosa pa je Eros rodil v senčnih sanjah in tako dovršil slepeča želja po ponaredku ležišča. Iz slepečega Zeusa je ta samo splodeča konica meča mokro vsem raztrosil po zemlji in so bila v nebeški kapnini rojena skalovja. Ali si Pajon, lešalec bolečin, ali pisani eter, ali pa te imenujejo Astrohiton, tisti zvezdnatim modelom. Po noči namreč zvezdnata odela razsvetljuje nebo. Pospremi moje besede z naklonjenimi ušesi.